Velikokrat pridejo do mene podjetnike pa podjetnice, ki rečejo: "Okej, Maja, jaz imam zdaj ponudbo, zdaj jo pa moram predstaviti na svoji spletni strani in želim torej postaviti stran, kjer predstavim svojo ponudbo. Kako dolga zdaj naj bo ta stran?" Zdaj, primarno bi seveda moj odgovor bil tako dolga, da lahko tvoja potencialna stranka dobi vse informacije, da se lahko v bistvu odloči, ali je ta ponudba zanjo ali ne. Velikokrat pa potem, se pričakuje, da bo odgovor, a ne, toliko pa toliko znakov ali pa toliko pa toliko strani, in kljub temu, da seveda velja to, kar sem rekla glede dolžine strani, pa je še bolj pomembno to, da pogledamo, na kateri stopnji je naša idealna stranka, in to velikokrat podjetniki pa podjetnice spregledajo in zato potem je konverzija tudi veliko nižja. In v tej epizodi gremo čez vseh 5 stopenj in kaj vse je potrebno zajeti v posamezni stopnji, da je potem tvoja prodajna stran lahko seveda tudi najbolj učinkovita. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke, in rasti in razvoju brenda. Še preden pa torej gremo na samo vsebino, kako dolga naj bo spletna stran, kjer prodajam svojo ponudbo, pa naj te samo še spomnim, če slučajno še nimaš vstopnice za spletno stran kot sistem za pridobivanje strank, kjer bomo pogledali, kako lahko tvoja spletna stran več prodaja z manj vsiljevanja, potem te vabim, da na mod.si/spletna rezerviraš brezplačno vstopnico. Začnemo 18. 5. 2026. In sicer poglejmo torej zdaj, kaj je v bistvu fora te dolžine prodajne strani. Zdaj, samo za začetek, prodajna stran je torej tista, kjer v bistvu mi predstavimo svojo ponudbo in kjer lahko nekdo opravi potem nakup, a ne. Torej, to ni katerakoli, ampak je torej tista, kjer imamo predstavljeno ponudbo. In velikokrat je torej napaka, da se fokusiramo na to, kako dolga mora biti moja prodajna stran, in ne na to, v bistvu, na komu v bistvu točno je namenjena oziroma na kateri stopnji je moj kupec oziroma moja potencialna stranka in kaj potem to povleče za sabo. Če se fokusiramo samo na kako dolgo, pa če mogoče kdo razmišlja, pa niti saj se mogoče ne fokusiramo, ni čisto tako. Jaz pri podjetnikih pa podjetnicah ne samo, da velikokrat dobimo vprašanja, ampak tudi velikokrat, ko delamo kakšno revizijo in tako, a ne, je vmes komentar: "Ampak joj, jaz imam toliko vsega napisano, dajmo polovico zbrisati." In ja, seveda, če so to nepomembne informacije v očeh za tvojega kupca ali potencialno stranko, je definitivno bolje, da jih izbrišemo, ampak sama dolžina torej naj ne bo kriterij, ali je okej ali ne. Bolj pomembno je torej, komu je tvoja stran namenjena in da ima vseh teh 5 delčkov oziroma prilagojeno glede na to, komu je namenjena, in vseh teh 5 delčkov bomo kmalu pogledali v tem videu. Če se fokusiramo torej samo, da je kratka ali pa dolga stran, potem običajno objavimo in ni nobenega odziva, ni povpraševanja, ni prodaje. Če je stran prekratka, potem mogoče ne prodaja, ker nima dovolj informacij, da bi se kupec, potencialna stranka, lahko informirano odločil, ali je ta ponudba za njega ali ne. Če je predolga, lahko v bistvu izgubi pozornost ali pa ga preobremenimo, a ne, in spet ni okej, a ne. In zakaj? Posledica potem tega je zmeraj to, da nimamo dovolj prodaje, a ne. Če ti dam recimo konkretni primer, da si mogoče znaš še boljše predstavljati. Če imaš mogoče ti recimo neko mailing listo, ki ji redno pošiljaš maile, ki že točno poznajo tvojo ponudbo, in potem narediš eno kampanjo, na primer dvodnevna akcija, kjer dobijo dodaten bonus ali kaj takšnega, a ne, in je namenjena samo kampanja tem, ki so prijavljeni na tvojo mailing listo, ki že prodajajo, ki že vejo vse o tvoji ponudbi in tako naprej. Potem seveda ni smiselno, da te ljudi
pošlješ na stran, kjer je predstavljeno čisto od začetka vsaka podrobnost o tvoji ponudbi, ampak je veliko bolj učinkovita, da če že v mailih vse o ponudbi poveš, da jih potem pošlješ samo še na stran, kjer oddajo naročilo in imajo pač tiste informacije samo nujne, ki jih pač potrebujejo, a ne. Zdaj pa na drugi strani, če pa mi recimo naredimo Facebook oglas, kjer pač nimamo seveda prostora razložiti in objasniti cele svoje ponudbe in ta oglas fokusiramo na hladne ljudi, ki še nas ne poznajo, a ne, potem pa seveda ne bo smiselno, če jih pošljemo mi samo na stran, kjer oddajo naročilo, ampak je potrebno, da dobijo torej ti, ki še nas ne poznajo, ki ne poznajo naše ponudbe, malenkost več informacij, zaradi tega, da se lahko potem lažje odločijo, ne. In tukaj lahko vidiš dva recimo zelo taka, a ne, plastična, če temu tako rečemo, primera, da v bistvu dolžina strani prodajne je čisto odvisna od tega, komu je seveda namenjena, a ne. In glede na to, komu je namenjena, pa potem prilagodiš glede na namen. In če temu prilagodiš, kaj seveda pride do več konverzij, lažje oziroma bolj jasen je sporočilnost, a ne, manj ugibaš, kaj napisati, kaj ne, in pa seveda so potem tudi recimo boljši rezultati, če imaš recimo za oglase, a ne. Torej so cenejši lahko oglasi in hitreje pride do same prodaje, okej. Pa dajmo zdaj pogledati torej 5 stopenj zavedanj strank, na katerih so, in glede na to se potem v bistvu odločimo, ali bomo dali bolj kratko stran ali bolj dolgo. Preden grem, samo da še te spomnim, a ne pozabi, če še nimaš torej rezervirane brezplačne vstopnice za spletno stran kot sistem za pridobivanje strank. Pod videom bom pustila link, pa na mod.si, pošiljnica spletna, lahko rezerviraš. Začnemo torej 18.5., kjer se bomo družili torej na Zoomu v živo. Imeli bomo nekaj srečanj, kjer bomo pogledali posamezne delčke, ki so pač pomembni, da jih zgradiš, da ta spletna stran postane bolj učinkovita. Vstopnica je popolnoma brezplačna, če želiš, lahko nadgradiš tudi v to, da pogledamo konkretno tvojo prodajno stran, da naredimo analizo, in potem so na voljo tudi posnetki v času programa, tako da vse informacije najdeš na mod.spletna stran ali pa samo spletna. Pa dajmo zdaj pogledati torej, kako dolga naj bo prodajna stran, da je v bistvu najbolj optimalna glede na to, komu prodajaš. Torej, zdaj marsikdo bo rekel: "Ampak Maja, jaz želim itak prodajati vsem, a ne." Zdaj, če prodajamo vsem in naredimo torej prodajno stran, ki je namenjena vsem, potem seveda si lahko predstavljaš, da bodo v bistvu konverzije nižje, a ne. Lahko pa narediš tako, da imaš eno splošno prodajno stran, ki je mogoče malo bolj obširna in zajema točke, po katerih bomo šli kmalu čez, a ne. In je torej tale ta dolga namenjena tem hladnim, ki še ne poznajo rešitve, ki še ne poznajo ponudbe, in potem za vsako kampanjo narediš kopijo te strani in jo shraniš oziroma in jo skrajšaš in prilagodiš torej posameznemu občinstvu. Tako da imaš lahko v bistvu več prodajnih strani, ki so namenjene, če temu tako rečemo, različno ogretnemu občinstvu. Ker v našem občinstvu, ne glede na kateri stopnji naše podjetniške poti smo, vedno obstajajo vsaj 3 različno ogreta občinstva, če tako rečemo. Eni so hladni skeptiki, ki nas še ne poznajo, ki še ne vejo, da sploh mi obstajamo, a ne. Potem srednji so tisti, ki so že ogreti, ki nas že malo poznajo, in pa vroči so tisti, ki kupijo pri nas vse, ko damo ponudbo, jo oni kupijo, a ne. Torej kupijo bolj ali manj vse. So navdušene stranke in tako naprej. In to imamo vsi, ne glede na to, kateri stopnji si. Mislim, če nimaš, potem verjetno je nekaj narobe, ker če nimaš mrzlih, potem verjetno ne delaš na prepoznavnosti, če nimaš vročih, potem verjetno nekaj ni okej s tvojo ponudbo, ne. Tako da fajn je, da imamo vse vrste, ampak zdaj bomo pa pogledali v bistvu 5 stopenj zavedanja strank. Kaj to pomeni? To pomeni, da obstaja 5 stopenj, na katerih torej zavedanja, kje so pač tvoje idealne stranke.
In na podlagi tega potem določimo, kako dolga bo naša prodajna stran. In ta metodologija je v bistvu povzeta po Eugen Schwarz. Upam, da je okej ime, če te zanima, lahko se pač poglobiš v njegovo delo, ampak tukaj bomo pač pogledali vse to prilagojeno seveda za spletne strani oziroma v tem primeru prodajne strani. In sicer naše stranke oziroma potencialne stranke so torej razdeljene na 5 stopenj zavedanja, oziroma so na eni izmed 5 stopenj, ne. Pa bo zdaj mogoče rekel Maja, ampak okej, niso vse samo na eni stopnji. Ja, se strinjam, niso vse samo na eni stopnji, so na različnih stopnjah, ampak mi pa bomo zdaj tukaj prilagodili za vsako stopnjo, prilagodimo v bistvu vsebino na naši prodajni strani, zato da pokrijemo čim bolj učinkovito čim več stopenj, okej? In zdaj prva stopnja je, da potencialna stranka sploh ne pozna problema. Torej, da se problema sploh ne zaveda. To mogoče bo kdo rekel, okej, to ni logično, ampak v praksi se pa velikokrat zgodi, da targiramo točno te stranke in potem smo mogoče malo razočarani, ker prodaja ni čisto takšna, ki bi si jo želeli. Zdaj, dejstvo je, da če pogledaš pri sebi, ne, da če ne poznaš, da imaš sploh problem, pa ti nekdo ponuja rešitev, boš rekel, ne rabim tega, ne. In greš naprej, te ne zanima, ne. Tudi če je mogoče lahko to mišljeno kot za preventivo ali kaj takšnega, potem seveda je fajn, da je drugače pozicionirano, ampak stranke, ki torej ne poznajo problema, potrebujejo najprej razjasniti oziroma najprej dojeti, da v bistvu ta problem sploh obstaja, ker pač nimamo tega problema, a ne. Se pravi, vsebina, če bi tukaj začeli, če bi želeli prodajno stran usmeriti, torej pokriti tudi to stopnjo oziroma stranke, ki so na tej stopnji zavedanja, potem bi morali vključiti torej, da problem sploh obstaja, a ne, veliko zgodbe, izobraževanje, dokaz, recimo, toliko pa toliko ljudi ima ta problem, a ne, in tako naprej. Tukaj seveda je zelo potem pomembno, da pozicioniramo lahko, ali je to kot preventiva, da je fajn, da pač zdaj že rešujemo ta problem, a ne, ker če mi tega problema nimamo, potem verjetno nismo niti pripravljeni investirati v rešitev, a ne. Zato čisto iskreno, večinoma podjetniki pa podjetnice, razen če imajo res kak specifični pač primer, to stopnjo ljudi pač izpustimo oziroma ne začnemo tukaj. Če pa želiš, ker želiš imeti kot neko preventivo, pa je fajn, da se zavedamo, da bo konverzija verjetno nižja, zaradi tega, ker pač ni želje potem rešitve problema, a ne, in da pač delaš recimo kot preventiva. Ti dam dolžina te prodajne strani, a ne, ker se mora začeti s tem, da pač stranka sploh razume, da problem obstaja, a ne. Zdaj, če mi že začnemo takoj, ko pride na prodajno stran, razlagati o ponudbi, pa sploh nima problema, potem bomo izgubili, ne. Če želimo te targirati, moramo najprej torej povedati, da ta problem sploh ima. Vedno, kadarkoli govorimo o kakšnikoli vsebini, jaz vedno priporočam, da torej nimamo tudi kakšne manipulacije ali pa kaj takšnega, okej? Torej, večino spletnih strani oziroma prodajnih strani se ne začne torej na tej stopnji zavedanja stranke, tako da če res nimaš posebnega razloga, zakaj začneš, ti priporočam, da začneš pri naslednji stopnji. Torej, kot si lahko predstavljaš, te stopnje so torej v bistvu gradniki prodajne strani in začnemo zmeraj pri tej najvišji, a ne. Torej, če te ne bomo vključili, jo enostavno pač odmislimo, a ne, oziroma pač gremo na naslednjo, kjer bomo pogledali, se zaveda problema. Še preden pa gremo na to, bi ti rada dala en primer, zato da bo še bolj jasno, zakaj mogoče ni najbolj smiselno targirati teh strank, ki so na prvi stopnji zavedanja, torej da se še ne zavedajo problema. V torej našem programu Legendarni, to je moj letni program, kjer delamo 1 leto s strankami na rasti, razvoju in tako naprej, smo na enem coachingu, je en simpatičen podjetnik, a ne, ki se je ukvarjal z bolečinami v hrbtu, pač usmeril se je tudi na podjetnike pa podjetnice, ki veliko recimo sedijo, a ne, oziroma na ljudi, ki veliko sedijo, ne.
In potem, ko sem ga jaz vprašala, okej, kdo je tvoja idealna stranka, je rekel: "Glej, Maja, ti si moja idealna stranka, ne, imaš svoje podjetje, večino dneva, pač veliko časa v dnevu presediš in lahko imaš bolečine v hrbtu, a ne." In na prvo žogo bi rekli: to je res, ampak kaj pa je tukaj največji problem, ki ga mogoče največ podjetnikov pa podjetnic potem spregleda in zaradi tega ne pride do konverzije? Problem v tem je, da jaz nimam bolečine v hrbtu, a ne. Ja, lahko bi rekli: "Okej, ampak če bo veliko sedela pa nič ne delala, je to lahko kot preventiva, a ne, delaš te vaje ali pa imaš, takšne pa takšne sedeže, ki ti bojo, pomagali pri tem, da ne prideš do bolečine." Ampak dejstvo je, da če mene ne boli hrbet, bom jaz veliko težje rekla neki ponudbi, ki bo odpravljala bolečine v hrbtu, ja, kot pa če mi targiramo te ljudi, ki problem že imajo, a ne. Tako da ko smo to pač pogledali, je bil en taki veliki aha in sem želela deliti ta primer s tabo, zato da mogoče tudi ti opaziš, če slučajno delaš kaj takšnega, pa da razmisliš, no, če je res vredno, a ne. Razumem, da velikokrat lahko delamo na to, da želimo ljudi izobraziti na preventivi, ampak to je potem zelo fajn, da vzamemo v zakup, če to res želimo na tak način na prodajni strani delati, a ne, ker obstajajo drugi načini, kar lahko tako delamo na tudi tem, ozaveščamo o preventivi, ampak če res želiš, pač da vzameš v zakup, da bo tukaj pač seveda konverzija veliko, veliko nižja. Okej, druga potem, stopnja zavedanja na naše stranke je, da se zaveda, da ima problem. Okej, se pravi, v tem primeru, kar smo zdaj imeli, recimo bi rekla: "Okej, jaz imam problem, torej me boli hrbet. Nekaj moram narediti, ker vsak dan sedim in imam torej problem, ker me boli hrbet, a ne." Torej, stranka se zaveda problema, ne pozna pa še rešitve. Okej, zato ker je tukaj na tej stopnji zelo pomembno, da vključimo empatijo, da oziroma da stranka, ko gre čez to vsebino, razume, da mi razumemo njeno bolečino in da ji tudi predstavimo, kaj je rešitev. V tem primeru rešitev ni še naša ponudba, ampak ji torej najprej predstavimo, kaj je najboljša rešitev zanjo, za njen problem. Okej? Mogoče ti dam en konkreten primer, zato da lažje torej razumeš. Recimo, da je naša idealna stranka ženska srednjih let in se ji začne ful dogajati, da je ful nestrpna, da se velikokrat kar, če po domače rečem, popizdi na partnerja, da ji gre vse na živce, a ne, da je takoj, kako bi rekla, taka vzhičena, a ne, taka jezna in tako naprej. In torej se zaveda, da ima ta problem in ne želi biti takšna, ampak ne ve pa, kaj naj naredi, a ne. In mogoče bo rekla: "Okej, jaz mogoče moram iti kakšnega psihologa ali kaj takšnega poiskati, a ne." In seveda na tej stopnji, če mi govorimo o njenem problemu, o njenih torej se empatično povežemo, da jo razumemo, o njeni bolečini, a ne, in ji potem rečemo: "Poglej, ti mogoče misliš, da moraš iskati nekaj, rešitev pa je v tem, da je tvoj hormonski sistem recimo porušen, a ne." In bo to za njo lahko neki aha, veliki aha, ker mogoče sploh ni pomislila, da je lahko to problem, a ne, in bi ona rešitev iskala nekje čisto drugje. Zdaj, primer si izmišljujem, a ne, tako da ne me vzeti zdaj, če imaš to, da je pač to rešitev. In zdaj, če na tej stopnji mi govorimo o rešitvi, torej ne govorimo še o naši ponudbi, ampak govorimo, o rešitvi, torej da je najboljša rešitev to, da poštima si hormone, zaradi tega, ker bo to vplivalo tudi najbolj dlje na njeno zdravje, torej na njeno celostno zdravje. Ker če gre samo, ne vem, se pogovarjati, s kakšnim strokovnjakom, to ne bo rešilo njenih težav s telesom in se bodo mogoče začele pojavljati tudi kje drugje, a ne. Torej, na tej stopnji stranki razložimo, kaj je sploh najboljša rešitev. In to še ni naša ponudba. Torej, ne govorimo tukaj še nujno o naši ponudbi. Večino podjetnikov, podjetnic, ki dela pač prodajno stran, začne pri tej stranki, a ne. Zato je tukaj tudi zvezdica in to je pač druga najdaljša, če temu tako rečemo, stran,
kjer bomo pač začeli torej z problemom, z empatijo, bolečino in pa prednostmi, če se lotimo torej reševanja tega problema bolj celostno, torej v tem primeru torej, da res razrešimo te hormone, ne pa samo psihično, a ne. Okej, tretja stopnja, torej se zaveda problema, a ne, in smo ji zdaj razložili, okej, takšna je rešitev. Torej, tretja stopnja je torej tukaj imamo zdaj dve vrsti, a ne. Torej, lahko na to stran, če mi začnemo tukaj, a ne, torej da se zaveda problema. Zajamemo torej vse stranke, ki imajo problem, pa se zavedajo problema, plus vse ostale stopnje, ne. Tako da tukaj je res najboljši začetek, če nimaš kakšnih posebnih razlogov, zakaj ne, a ne, ali pa kakšne posebne specialne kampanje, da tega ne rabiš ali pa razložiš kje drugje. Seveda, ko se zaveda problema, gremo potem na naslednjo, a ne. Okej, zdaj se zavedamo tudi rešitve. In seveda, nekatere stranke bojo pa že vedele, okej, jaz pa že vem, da je za ta moj problem, rabim urediti hormone, a ne. Tako da dobimo v bistvu tiste, ki se zavedajo problema, pa še ne zavedajo se rešitve, in pa tudi, če temu rečemo zunanje, ki se še ne zavedajo torej rešitev. Torej, to je tretja stopnja, kjer bomo pa pokazali torej družbeni dokaz oziroma dokaz, da ta rešitev res deluje, a ne. Torej, to so lahko izjave naših strank prej, potem, kako pač ali pa koliko ljudem smo že pomagali, a ne, in ali pa kakšne konkretne številke, kako se je izboljšalo njihovo stanje, če smo finančni svetovalec, koliko so z nami recimo dodatno prišparali, zaslužili, kakorkoli. Se pravi, zelo neke konkretne dokaze, da je to res najboljša rešitev, ki deluje, a ne. Ne samo družbeni dokazi ali pa testimonials, izjave v stilu: "Joj, ti si najboljša." To niso dobre, mislim, so fajn za naš ego, niso pa dobre za prodajno stran. Torej, tukaj želimo res dokaz drugih, da to, kar mi, ta rešitev, ki jo pač o kateri govorimo, resnično tudi deluje. Če nimamo nobenih dokazov, lahko pogledamo tudi kakšne raziskave, ki so bile narejene na tem področju in pač dokazujejo, da je to najboljša ali pa najbolj učinkovita rešitev. Tudi to je super dokaz, okej. Potem seveda moramo povedati, zakaj smo mi drugačni kot drugi, a ne. In to ne pomeni, prosim, ne uporabljati potem tega, a ne, jaz temu rečem X-faktor, torej zakaj smo mi drugačni, a ne. In velikokrat potem slišim: "Jaz zato, ker delam s srcem." Pač tukaj je mogoče kruta resnica za marsikoga, ampak 99% podjetnikov pa podjetnic dela s srcem. Tako da tukaj ni nič unikatnega, nič posebnega, a ne. Torej, kaj je tista posebnost pri tebi, zakaj je ta tvoja ponudba, zakaj, ne vem, ali imaš toliko izkušenj, imaš mogoče kakšno kombinacijo, ne, uporabljaš. Velikokrat potem slišim tudi, ja, moj X-faktor je, ker uporabljam to pa to metodo. Zdaj, če ta XY metoda ni tvoj izum, potem pomeni, da to metodo verjetno uporablja še vsaj 100 drugih. Tako da to ni unikatnost, ne. Se pravi, tukaj v bistvu je pomembno, da delimo torej unikatnost, zakaj izbrati nas, zakaj ne soseda, brez manipulacije, pač zelo konkretno in jasno, in pa seveda, da z njimi zgradimo zaupanje, da smo mi res prava izbira torej za njih. Okej? Torej, dokazati, zakaj si ti v bistvu najboljša izbira, bi bil en taki, če temu rečemo na kratko nekako povzetek. Okej, potem, če gremo na naslednjo stopnjo, se pravi, zdaj vejo, da imajo problem, vejo, kakšna je rešitev, in pa zdaj že tudi poznajo ponudbo, kar na tej stopnji v bistvu že jim predstavimo prepričljivo in neustavljivo privlačno ponudbo, ne, ki je taka, da se ji bojo težko uprli. Tukaj seveda poudarimo spet, zakaj je ta ponudba unikatna, spodbudimo, pojasnimo torej unikatnost, kaj je tista prednost naše ponudbe, dolžina. Če tukaj začnemo našo prodajno stran, a ne, potem je seveda zelo kratka, a ne. Če recimo imamo kakšne oglase, ki so tako narejeni, da so že tam vse informacije, primer, a ne. Če bi začeli našo prodajno stran pisati za te stranke, kjer že poznajo ponudbo,
kako bi to izgledalo. Recimo, da bi mi posneli nek video, ki bi bil kot mogoče nek webinar, kjer bi razjasnili vse te zgornje stvari, torej da ne pozna oziroma da bi začeli tukaj, ne, da se zavedajo problema, da jim potem razložimo, kaj je najboljša rešitev, da jim pač povemo vse te informacije, a ne. Seveda potem ni smiselno, da jih iz tega videa ali pa webinarja pošiljamo spet, a ne, na zavedanje problema, ampak da jih pošljemo že na našo ponudbo, ne. To je recimo en primer, kako določimo stran in ta stran je običajno precej kratka, kjer pač predstavimo konkretno že našo ponudbo. In 5. korak oziroma 5. stopnja, to je pa tista končna, a ne, kjer pa so že pripravljeni za nakup in je najkrajša stran. Zakaj? Zaradi tega, ker tukaj v bistvu samo je še bolj ali manj nek povzetek, kjer je predstavljena cena oziroma investicija, mogoče povzetek ponudbe in pa CTA oziroma takojšen klic k akciji, torej kupi, klikni tukaj in gremo v akcijo. Zato je ta stran tudi najkrajša, ne. Tako da lahko bi v bistvu prejšnji primer, če bi imeli nek webinar pa z oglasi, a ne, iz webinarja jih potem pošiljali ali na to stran, torej kjer pozna ponudbo, ali pa so že pripravljeni na nakup in rabijo samo še osnovne informacije. Torej, če naredimo povzetek oziroma kaj je moje nekako priporočilo zate, je, da se ne fokusiraš na to nujno, kako dolga naj bo tvoja prodajna stran. Seveda je fajn, da je najkrajša, torej da je najkrajša dolžina, ampak da dobi potencialna stranka vse informacije, da se informira in dobi vse informacije, da se lahko odloči, ali je to za njo in pa ne. Ampak namesto, da se fokusiraš na samo dolžino, da se bolj fokusiraš, na katerem stopnji je tvoja idealna stranka in katere informacije ji moraš potem seveda tudi predati, zato da se lahko sprejme informirana odločitev. Okej? In včasih lahko tudi cena vpliva na samo dolžino, kar pomeni, da če je neka nizkocenovna ponudba, je stran mogoče lahko krajša, ampak ne zato, da bi spuščali posamezne dele in bi potem šli samo tukaj, ne, so pripravljeni za nakup, ker je nekaj pač ceneje, ampak vseeno gremo čez, torej sestavimo prodajno stran po vseh teh sklopih, a ne, ampak ti sklopi so pa mogoče lahko krajši, mogoče katere združimo, če je smiselno in tako naprej. Tako da v bistvu gremo in pokrijemo vseh teh 5 stopenj zavedanja stran, tako lahko potem res naredimo zelo učinkovito stran oziroma prodajno stran. Če pa torej ne želiš imeti samo prodajne strani, super, pa seveda ne pozabi rezervirati brezplačne vstopnice na mod.si/spletna, kjer bomo pogledali tole, kako lahko tvoja spletna stran postane celotna, postane bolj učinkovita za več prodaje z manj vsiljevanja. Se vidimo in hvala ti za danes. Uživaj. Čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.